Če bi lahko dali novorojenemu dojenčku en nasvet, kaj bi mu rekli? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje je namenjeno vsem, ki bi radi iz vsega našega življenja zbrali eno sporočilo, eno misel, en nasvet. In ko to vprašanje vprašam ljudi na naših delavnicah, ljudi, s katerimi se srečujem, je velikokrat misel, ki jo imajo, uživaj, živi na polno, bodi srečna, smej se več, vse bo v redu, zaupaj, ne se sekirati za neumne stvari, bodi srečna, uživaj. Življenje je lepo, prelepo. Živi na polno, živi svoje sanje. Ne oziraj se, kar si drugi mislijo. Ni važno, kaj si drugi mislijo. Važno je, kar čutiš v srcu. Živi svoje sanje. Živi v polnosti. In pomislite, kaj bi vi rekli temu dojenčku ali pa dojenčici. In ko ste si zbrali misel, recimo, da ste rekli, bodi srečna v majhnih, drobnih stvareh. Če je to vaša misel, ste zbrali misel, ker zdaj vas čaka dodatna naloga. Zdaj, ki ne, Aleksander, nimam nobene misli, nimam časa za tvoje naloge. No, ko ste zbrali eno misel, ki bi jo dali dojenčku, ki bi jo povedali dojenčku, je zdaj čas, da se odločite, da boste živeli življenje skladno s to mislijo. Karkoli bi rekli dojenčku, mu zdaj pokažite, tudi če ta dojenček je naša ideja ali pa zamisel, o kateri zdaj govorimo, pokažite z zgledom, z življenjem, z vsakdanjimi aktivnostmi točno to, kar bi radi svetovali temu dojenčku. Ko imate to misel, ko imate to željo, ko imate ta stavek, a zdaj spremenite v realnost, v vaše življenje. Kako je rekel Gandhi nekoč, vaše življenje je vaše sporočilo. Naj bo vaše življenje sporočilo, ki je zbrano v tej eni misli, ki bi jo izrekli, sporočili novorojenemu dojenčku. Upam, da je bilo to coaching vprašanje koristno. Kliknite na like, komentirajte, delite, všečkajte, pomagajte mi pomagati s tem vprašanjem še komu. Kliknite na like, delite, komentirajte.